Tako že 13. leto zapored letos izvajamo ta študentski vojaški tabor, ki je namenjen vsem polnoletnim dijakom in pa študentom fakultet za obramboslovje, fakultet za varnostne vede in pa ostalim fakultetam oziroma vsem, ki si to želijo in malo spoznava vojaško življenje. Program, ki ga imamo letos, ga izvajamo že nekaj let, torej imamo še ta obvezen program po praktikumu z leta 2005. Koliko se pa le da in pa sredstva, ki so nam na voljo in pa na razpolago, tudi izkoristimo za to, da popestrimo oziroma prilagodimo tem našim udeležencem tabora. V programu imamo od plezanja na alpski steni, premagovanje vodnih ovir, imamo tudi možnost helikoptera oziroma da spoznajo malo izvidovanje iz zraka. Koliko nam pač dopuščajo vse ekonomske oziroma v današnji situaciji razmere, da lahko program naredimo najboljše, kar se da. V naslednjem letu se dela v prenovi programa, torej bomo spremenili sam koncept in pa tudi imamo zastavljeno nekako, da bi to podaljšali in bi ta praksa ostala in se priznavala tudi tistim, kateri so dolžni opravljati. Na vojaškem taboru 2012. Sam se zanimam za vojsko, imam tudi namen nekoč se zaposliti poklicno in vojaški tabor se mi zdi, da je enkratna priložnost, da malo dobiš prednosti pred ostalim, pa tudi da se naučiš nekih osnov, ravnanja s puško, položaji, v bistvu vsa disciplina, ki se tle navadimo. V bistvu ta 2 tedna smo imeli kar veliko, prvi teden smo imeli največ teh poravil postrojavanja, pa spoznavali smo našo opremo. Spoznavali smo našo puško, ki je M70, tu je originalna replika Kalašnikovega iz bivše Sovjetske unije. Učili smo se streljati, tudi streljali smo s puško in pištolo, imeli smo postopke zaleganja, čiščenje orožja, pol smo tudi imeli predstavitev ostrostrelskih pušk, jurišnih pušk, imeli smo predstavitev raketometalcev, spike sistem, ki se uporablja v Slovenski vojski. Zdaj nas pa še čaka več ali manj taktike, maskiranje, imeli smo tudi že plezanje na iglici, je bilo kar zanimivo, tudi naporno, ampak veliko veščin dobivamo, tudi orientacije in vse, kar v bistvu potrebuješ tako v vojaškem kot v civilnem življenju prav pride. Vzdušje v taboru je zelo dobro, imamo tudi buddy sistem, ker imaš sovojaka, s katerim si skozi v stiku, se delata skupaj, se pomagata, urejata, puško si varujete, v bistvu vse gre po sistemu, kamor gre eden, gre tudi drugi, tako da se naučiš že zdaj tiste soborčove lastnosti, da sta nekako zmer v ekipi, da zmer en drugemu pomagata. Vzdušje je drugače dobro, vreme nas malo zaliva, dež kar dobro pada po noč, ampak ni tako hudo, se kar da preživi. Danes smo tukaj na plezalni steni Iglica, kjer se vadijo, kjer se usposabljajo pripadniki gorskega bataljona, torej kjer usposabljajo svoje vojake in pripadnike, da se izboljšujejo. Danes smo tukaj z vojaškim taborom, to je študentski vojaški tabor, kjer so udeleženi študentje in dijaki, tudi imamo tudi nekaj dijakov, in izvajamo samo plezanje po steni in pa spuščanje po vrvi, kot vidimo za nami. V ta namen smo seveda prej se seznanili z vsemi varnostnimi ukrepi in izvedli samo usposabljanje, se pravi, kako pravilno in varno postopati po steni. Na taboru imamo mlade, zagnane potencialne vojake, počasnike in častnike, kateri želijo izkusiti to izkušnjo, biti vojak 14 dni. Imamo pa različno pripravljene in različno usposobljene ljudi, se pravi, nekateri so bili že večkrat na taboru, za nekatere je to prvič. Temu primerno so tudi razporejeni v skupine, da tisti, ki je že bil na taboru, doživi tudi druge stvari, se pravi, gre na neko, mora biti zahtevnejšo ali pa drugačno usposabljanje kot pa tisti, ki je bil tukaj prvič. V sklopu vojaškega tabora smo pravkar opravili upzajlanje. Zgoraj so nam inštruktori povedali vse, tako da spust ni bil toliko težak, bilo je super. Na vojaškem taboru sem pa v sklopu vojaške prakse, ki jo moramo opraviti na Fakulteti za družbene vede,
politologija obramboslovja. Tukaj sem prvič in se tudi prvič spoznavam z vojaškim življenjem in vse skupaj, tako da tudi tale spust je bil zame prvič, ampak občutki so odlični, vsaj zdaj v tem trenutku, ko je adrenalin na vrhuncu. Drugače pa sam tabor je tudi zanimiva izkušnja, ki jo priporočam vsakmu. Je vojaški tabor, zato je treba imeti v mislih, da je majčkeno kondicijsko in fizično naporno, ampak če je vztrajnost, se da vse. In za fante in za punce, tudi punc nasilita kar precej in mislim, da bomo vsi odlično spadali.